Dober večer. Danes bom govorila o dragocenosti življenja. Ne o vrednosti življenja, o dragocenosti življenja. Naše življenje je tako dragoceno, da ga nihče, prav nihče, ne sme omejevati, kakorkoli ranevati, še manj pa ubijati. Vse to, kar se trenutno dogaja v svetu, je proti življenju. Proti stvarniku, ki daje življenje, ki želi, da podpiramo življenje, da življenju rečemo da bo življenje življenje in ne trpljenje, ne umiranje in ne bolečina. Kdorkoli, kakorkoli to življenje, kakorkoli rani ali ga omejuje, dela proti sebi, dela proti življenju tudi za sebe. Ker kar sejemo, to žanjemo. Če sodimo, smo obsojeni. Če ubijamo, bomo tudi ubiti. Dragocenost življenja je v tem trenutku tako pomembna, da o njej govorimo, da se trudimo za življenje, da govorimo, kako je pomembno, da podpiramo življenje na vseh nivojih. Zato, ker je vse preveč bolezni, vse preveč trpljenja in vse preveč smrti. Da ne govorim o evtanaziji, ki je absolutno proti Božji volji. Vsi dobro, ki smo verni, poznamo Božjo obljubo o večnem življenju v telesu, o kesanju, o odpuščanju. In kdorkoli, na kakršenkoli način, življenje ali ubije, ali ga konča z evtanazijo ali z splavom, dela proti Božji volji. Dela proti Božjemu stvarstvu. Ker Bog je obljubil raj na zemlji, Bog je obljubil življenje v radosti, da bo obrisal vse solze, da bo odpravil vse bolezni. To je dana obljuba in Bog ne laže. Lažejo grešniki, lažejo, ne bi rada sodila, ampak tudi ljudi, ki vladajo trenutno sistemu, državam. Ti ljudje ne govorijo resnice. Dajejo lažne obljube, delajo za denar, ne delajo za življenje. Sam poglejmo, recimo sedaj v Sloveniji, če se ozremo v nebo, zjutraj je lepo, jasno nebo, popoldne pa že vidimo številne bele steze, ki na Slovenijo pošiljajo strupe, uničujejo naravo, uničujejo rastline, uničujejo zdravje ljudi od otrok. To je nepopisno zlo, ki ga naša država dovoli. Nepopisno zlo, ki ga moramo preprečiti na ta način, da o tem govorimo, da to ni dovoljeno, da mi se s tem ne strinjamo, da je to nekaj, kar je proti življenju, ker naša življenja so dragocena. Življenje je tako dragoceno, da ga nihče ne sme na kakršenkoli način skrajševati, omejevati, ranevati, še manj pa ubijati. Zato se naše Društvo za srečno življenje Belis z vsem srcem, vso dušo, z vsem dejanji prizadeva, da dvignemo zavest vseh nas, da se združimo v enotno Slovenijo in da rečemo ne vsemu, kar ubija življenje, ker ga uničuje. In da rečemo da življenju, da rečemo da ljubezni, da rečemo da sočutju, da rečemo da solidarnosti in svobodi. In da rečemo ne vsem tistim, ki ne cenijo življenja, ki jim je življenje nedragoceno, breme, ki ubijajo življenje, ki razmišljajo o denarju, koliko bojo prišparali, če bo manj ljudi, manj penzionistov. To je nevzdržno, nedopustno. Ljudje dragi,
Vsi mi, ki smo člani društva Belis, bodimo enotni, bodimo eno v duhu in enotno zahtevajmo čisto nebo, čiste vode, čisto hrano, čiste misli, čista dejanja. To je naša pravica. To je naša ustavna pravica, da rečemo ne vsemu, kar uničuje življenje nas, naših otrok, narave, rastlinja, tudi živali. Življenje je dragoceno. Življenje je tako dragoceno, da nihče, prav nihče nima pravice ga omejevati, ranevati, še manj pa ubijati. Dragi moji člani Društva za srečno življenje Belis, združimo se, bodimo enotni. Bodimo enotni v besedici ne tistim dejanjem, ki življenje uničujejo, ki ga ranujejo. In bodimo da enotni, bodimo enotni v besedici da podpremo življenje, da se zavzemamo za življenje, da podpiramo človečnost, sočutje, zdravje, mir, svobodo, suverenost. In da spoštujemo vsi prvo alinejo 9. člena Statuta Društva za srečno življenje Belis, da dajemo ljubezen, da širimo ljubezen, da je ne zahtevamo. Ne more meni politik dati ljubezni, prvič je nima, drugič pa ne morem biti odvisna od njega. Lahko pa jaz njemu dam ljubezen, lahko ga blagoslovim, lahko blagoslavljam vse te ljudi, zato ker jaz sem ljubezen in širim ljubezen, sem ljubezen, ker je to zastonjski dar, ki jo sprejemam direktno z neba. Ne rabim plačevati, elektriko plačujem, vodo plačujemo in to onesnaženo vodo. Vse to, kar prihaja od stvarnika, sonce, voda, zrak, ljubezen, to je, hvala Bogu, zastonjski dar. In nihče nima pravice Božjega stvarstva uničevati, ranevati in na kakršenkoli način ubijati življenje vseh nas. In dragi moji člani Društva za srečno življenje Belis, življenje je dragoceno. In dajemo ljubezen, širimo ljubezen, bodimo enotni v ljubezni, v dajanju ljubezni in Slovenija bo postala to, kar je. Dežela ljubezni, lepote, prijaznosti in svetih ljudi. Hvala lepa za vašo pozornost.